follow, 'cause every time I'm a weirdo, I'm never looking for lost, 'cause you know I'm a hero. If you don't trust anymore, live with your brother, I'll never know. I've never seen that before, but now I'm aware, but now I'm out. Potem, ko je bila sprejeta konvencija o otrokovih pravicah, so tudi v Sloveniji začeli razmišljati o tem, kako bi organizirali pomoč otrokom in mladostnikom prek telefona. Tako da se je vse skupaj začelo leta 1990, to so bili res začetki uvajanja prvega in doslej edinega specializiranega telefona za otroke in mladostnike. Ta telefon, Tom telefon, deluje dokaj preprosto. Vsak, ki pokliče številko, zdaj še 080 1234, se lahko obrne na svetovalca, ki se oglasi na drugi strani telefonske linije s kakršnikoli vprašanjem. In pravzaprav ta osebni stik z nekom, ki je usposobljen za to, da ponuja informacije, ki otroka lepo vodi skozi pogovor, mu nudi neko prijazno zatočišče mogoče, kjer lahko neposredno vpraša vse, kar si želi, je očitno zelo dragocena stvar. Seveda še kliče in to zelo pogosto. Naj posredujem podatek konkretno, naprimer velja za preteklih nekaj let, da je vsako leto na Tom telefon poklicalo približno 40 000 klicev in 12 000 klicev pa je bilo takih, da je bil opravljen, kot mi rečemo, svetovalni razgovor. Seveda veliko je takih klicev, ko kličejo, pa se zafrkavajo, skratka ne mislijo resno, ne samo preizkušajo, pa mogoče naslednjič pridejo s pravim vprašanjem na dan, ampak če pogledamo statistiko, to pomeni 1000 svetovalnih razgovorov na mesec, 33 razgovorov na dan, med 12. in 20. uro. Mislim, da je ta številka zgovorna in potrjuje dejstvo, da je telefon seveda potreben. Torej, zaradi evropske direktive številka specializiranega telefona za otroke in mladostnike je zdaj v celi Evropi enaka. 116 111. Mislim, da se jo je lahko zapomniti 116 111. To je nova telefonska številka Tom telefona. Seveda, kot smo rekli v sloganu, številka je nova, prijatelji pa ostajajo stalni.